Najslabše bi bilo, če bi enostavno že vnaprej rekli, se ne bo nič spremenilo in zaradi tega nič ne naredimo. Konec koncem to je bilo tudi danes povedano enako, kot če ne prijaviš, da nekdo povzroči škodo, in če bomo vsi to si zatiskali oči, se res ne bo nikoli nič spremenilo. Definitivno jaz sem prepričan, da če bi bilo več takšnih posvetov, bi verjetno bil tudi večji pritisk tako na vlado, na tiste, ko zakone spreminjajo, in jaz verjamem, da so možnosti, da se določene stvari spremenijo, ne samo zaradi Brežice, zaradi teh dveh družin, ki jih civilna iniciativa vzpostavlja, ampak ta problem je bistveno širši, predvsem tudi Novo mesto, Krško in pa vse te dolenjske občine, in jaz mislim, da je nujno, da se te nekaj spremeni, kajti dejstvo je, da že 20-30 let govorimo o romski problematiki, vsa poročila kaže, kako je to vse v redu, v resnici pa vidimo na terenu čezdolje slabše, vse manj ljudi dela, vse več se delijo socialni transferi, po drugi strani je pa vse več nestrpnosti oziroma vse več od malih kraj do kršenja reda in mira, in tu bo potrebno narediti, vkolikor se pa to ne bo spremenilo na zakonski ravni, se pa bojim, da bo prišlo celo do raznih ali vaških straž ali nekih sporov med prebivalci in bo bistveno težje to urediti. Zato je nujno, da se tu spremeni. Danes so neke stvari bile zelo dobre rešitve, definitivno je potrebno začeti z predšolsko vzgojo, z izobraževanjem, z zaposlovanjem. Treba pa tudi spremeniti same sankcije v primeru ljudi, ki kršijo, konec koncem tudi verjamem, da niso vsi Romi enaki, vendar definitivno je pa potrebno doseči to, da ne bomo to, kar rečejo, ja, saj veste, to se nič ne da, to so Romi, lahko delajo kaj čejo, če bomo na to pristali, potem se nam res dobro ne piše za prihodnost.